Gospod Vatovec, pozdravljeni. Tudi vi ste bili danes na vrhu koalicije. Premijer zatrjuje, da ste se uskladili. Vas je torej zdaj premijer prepričal glede izdatkov za obrambo? Najprej 3%, oziroma najprej 2%, potem 3%, potem pa pogajanja tehtanja 2029 in če bo treba do 5%, bomo videli, ampak v okviru določenih civilnih projektov. Ne gre toliko za tega, kdo koga kaj prepriča, ampak za sam način, kako se je ta stvar odvila. Jaz še vedno računam na to, da smo v Sloveniji dovolj pametni, da seveda ne bomo tudi ob morebitnih revizijah leta 2029 klekali pred pritiski iz NATO in da bomo znali seveda vztrajati na tem, kar so, dajmo reči, neka vizija ali pa cilji te države. Kot veste, mi že s temi 2% letos in dodatnim povečanjem na 3% v naslednjih 5 letih imamo težave. Smo pa razumeli predsednika vlade pred 2 mesecema, ko je predstavljal namero o tej resoluciji, da bo pretežni del teh sredstev namenjen tako imenovani dvojni rabi, se pravi temu, kar sedaj naj bi bilo vsebovano tudi v NATO-vi deklaraciji, se pravi tistih civilnim investicijam, ki se jih lahko šteje v neko vrsto odpornosti, in na to bomo računali. Vse skupaj bo pa seveda jasno ob vsakokratnem proračunu in o postavkah v njem. To bo že prvi test, ja. Vi boste torej v Levici še naprej proti 5%, ampak v koaliciji boste pa ostali še naprej, tudi če je premijer pritrdil na NATO 5% za obrambo v prihodnosti. Slovenija že zdaj po naši oceni vlaga rekordne zneske v oboroževanje, predvsem za namene NATO. Mislim, da smo tam blizu 1,4% bruto domačega proizvoda in to je za nas res dovolj. V tem zadnjem času so se te investicije praktično podvojile in že obljuba, ki je jo dal gospod Cerar leta 2014, je bila za nas pretirana, se pravi v teh 2% in pri tem vztrajamo. Po drugi strani smo koalicijska stranka, dajmo reči z nekim posebnim statusom glede vprašanja NATO pakta, glede vprašanja trošenja našega denarja za orožje, za obrambo v tem napadalnem smislu, v tem vojaškem smislu. Smo pa tudi zelo trdni v tem smislu, da smo kot stranka v tej koaliciji lahko uresničili veliko pomembnih projektov, če samo začnem pri stabilnem financiranju stanovanjske gradbe, dolgotrajne oskrbe in tako naprej, tako da ta trenutek, dokler niso sprejeti proračuni za leto 2026 in predlog za 2027, nimamo nobenega razloga, da bi zapuščali to koalicijo. Vi ste, gospod Vatovec, pozivali k neke vrste izigravanju zavez NATO, mar ni to, kar zdaj počnemo, prav to? Zavežemo se pri NATO 5%, doma imamo potrjeno 3%. Kot sem jaz razumel predsednika vlade danes, je on šel s tem sporočilom v Haag, na vrh NATO in to je bilo tudi skomunicirano. Ne vem, ali gre za izigravanje ali ne, ampak jaz mislim, da je tle prvi vrsti vprašanje odgovornosti, seveda v prvi vrsti vsake vlade, potem tudi koalicije in celotne politike do lastnih ljudi. In jaz mislim, da 5%, ne glede na to, kako se jih interpretira naša država, za takšne namene ne more in ne rabi trošiti. Imamo veliko prioritetnih in pomembnejših projektov pred nami v Sloveniji za naše državljanke in državljane, tako da... Oba s premijerom pravite, da je trdna koalicija, ampak da se odnosi v koaliciji krhajo, da niste tako enotni, kot je bilo videti danes po mini vrhu koalicije, dokazuje tudi podpora SD-ja vašemu referendumu o povišanju obrambnih izdatkov. Se strinjate, da ni vse tako lepo, kot se vidi na prvi pogled? Jaz mislim, da smo imeli takšnih, dajmo reči, situacij več že v celotnem trajanju mandata, je pa ta mogoče nekoliko bolj pod drobnogledom ali pa pod žarometi, kar je po moje tudi prav. Še enkrat, mi smo posvetovalni referendum vložili zato, ker resnično verjamemo, da bi morali o tako velikih korakih, tako velikih potezah, ki imajo lahko resen vpliv na srednjeročni razvoj Slovenije, odločati o tem ljudje. In če se bo pač več strank temu pridružilo, je to samo dobrodošlo. Bomo videli na seji. Za danes, gospod Vatovec, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.